V idilični Vipavski vasici, pravzaprav malo nad njo, na hribčku stoji hiša obdana z vrtom, ki sta si jo zakonca Slokar postavila za svoje drugo življenjsko obdobje. Prej sta vrsto let živela v družinski hiši v Ajdovščini in pri svoji drugi, morda tudi zadnji hiši, sta točno vedela, kaj želita. Sončna Vipavska dolina, idilični hribček nad vasico, čudoviti razgledi. Tukaj si je hiško postavil par z veliko izkušnjami, veliko življenjske energije in z mislijo na udobno življenje v tistih letih, ko so otroci že prav lepo na svojem. Mi smo rekli tako, v krogu 5 kilometrov iščemo parcelo od Ajdovščine. Precej smo jih dali skozi in pol je ta padla in tako je bila ta prava za mene. Zdaj žena je malo kasneje videla, kaj smo kupili, ker je rekla, ker je bil sam gost. Aha. Tako da je bilo vse za počistiti in potem smo se lotili. Milan je imel glavno besedo. Mi smo hišo umestili, da smo porušili 3 hraste in nič drugega. In najbolj važno mi je bilo, da ostane čim več teh dreves, ki so pač stara. Tale hiša je zdaj druga vajna, ne? Prej ste živeli v Ajdovščini. Katere so tiste izkušnje, ki sta jih že prinesla, da sta lahko v drugo verjetno še bolj vedela točno, kaj počneta? No, prvo hišo smo mi gradili 79 leta in tiskrat si imel 3 tipske načrte in si se odločil in pol si lahko še malo posoje, kaj nardoma, to je bilo to. In pač tam smo imeli 350 kvadratov bivalne površine, in že za 4-člansko družino je bila prevelika, pa še da ostaneva sama. Nives, vi ste že imeli izkušnje s tem, kakšno kuhinjo točno si želite. Kako ste si jo tukaj organizirali? Ja, želela sem si eno manjšo kuhinjo, kot je bila v prejšnji hiši, in tudi eno shrambo zad za kuhinjo, za vse te pripomočke, da niso vsi na pultu, da nimam toliko pospravljena in se mi zdi, da je to grozno v redu. Aha, nekakšen shrambeno-servisni del malo večji. Tako. Se obnese tak način? Se obnese. Pritlično hišo s 4-kapno streho so načrtovali tako, da vse okenske odprtine lovijo poglede proti dolini. Gospod Slamič, vi ste bili arhitekt pri tej hiši. Če se sprehodiva malce skozi tloris, koliko sploh imamo kvadratnih metrov površine in kako izgledajo prostori? Približno 185 kvadratnih metrov je te površine, razdeljena je na dnevni in nočni del. Tisti nočni del smo ga koncipirali na en tak način, da ko ni v porabi, lahko ga zapremo. Smo malo bolj racionalni, kot bi lahko bili, ne. Najbolj pomembno je, da ko stopimo skozi prostor, ne vidimo pred seboj zida, ampak vidimo tisto naravo, tisti prostor skozi hišo, ne. To je, se mi zdi, pri tem okolici, tako kot je zelo pomembno. Nočni prostori, spalnice in kopalnice so postavljene nekam v stran, tako da pri tem objektu je najbolj pomembna dnevna soba in kuhinja, kar verjetno je tudi najbolj pomembno za družino. Na kaj se pa ogrevate, Milan? Mi smo se ogrevali na plin. Zaznali smo potrebo tudi po hlajenju hiše poleti. Tukaj je pozicija taka, da se kar močno segreje in smo rekli, da bi mogli nekaj zamenjati, da bi imeli tudi hlajenje. In toplotna črpalka ima obe, ima gretje in hlajenje. In zato smo se pol odločili, da gremo na ta sistem. Sama zamenjava je en dan, ker vse paše že odprej, sam se priklopi na novo napravo in ni nobenih problemov. S plina na toplotno črpalko en dan? En dan. Gospod Besednjak, povejte nam prosim, kako deluje toplotna črpalka zrak, voda? Torej, zrak kot vir toplote je praktično neizmeren. Zdaj, toplotna črpalka črpa zrak s pomočjo ventilatorja preko parjalnika, na ta način odvzame toploto zraku in jo dvigne na višji temperaturni nivo. Dvigne do take temperature, ki je uporabna za ogrevanje ogrevne vode, s pomočjo katere lahko kasneje ogrevamo objekt. Lastniku omogoča bodisi talno ogrevanje ali pa celo radiatorsko ogrevanje. Super je to, da je zrak vedno in povsod brezplačen, ne, hvala Bogu. Tako, zrak je povsod in uporaben celo do temperature -25 stopinj Celzija, tako da danes lahko najdete toplotne črpalke, zrak, voda, ki ogrevajo stavbe od morja
do alpskih dolin. Pri takile toplotni črpalki nam seveda ne uide tudi zelo lep dizajn. Toplotna črpalka, ki jo tukaj pri lastnikih gledamo, je toplotna črpalka tipa Adapt. Bila je razvita z namenom približati in uskladiti videz toplotne črpalke z videzom stavbe, hiše. Torej, pri oblikovanju, snovanju te toplotne črpalke so nam pomagali fantje in dekleta iz oblikovalskega studia Gigo Design in prišli smo do zaključka, da je toplotna črpalka nekaj, kar se more sinhrono zliti z objektom. To pomeni, ne sme pokvariti zunanjega videza objekta. Inovativna, tiha, učinkovita in oblikovno dovršena toplotna črpalka je prejela celo serijo nagrad doma in v tujini. Na primer, najinovacija po izboru javnosti, značka odličnosti Made in Slovenija. Na mednarodnem tekmovanju v dizajnu Archi Products Design Awards pa so v toplotni črpalki uvideli odličnost v kreativnosti in tehnologiji ter jo razglasili za enega izmed najbolj izvirnih dizajnov. In seveda leta 2021 je že malce samo po sebi umevno, da se jo da upravljati na daljavo, da ima neko pamet, da tako rečem. Tako kot smo danes, bi rekel, priključeni na internet, je tudi toplotna črpalka že prilagojena temu, da omogoča upravljanje lastniku na daljavo, ravno tako pa omogoča serviserju, da lastniku pomaga na daljavo. In včasih lahko povemo, da serviserji zaznajo težave s toplotno črpalko, še preden zazna lastnik, in se lahko na vratih, še preden lastnik zazna težave z delovanjem toplotne črpalke. Skupaj s toplotno črpalko smo razvili tudi aplikacijo, ki omogoča bodočim lastnikom, da si pred nakupom toplotne črpalke toplotno črpalko virtualno postavijo v prostor in vidijo izgled hiše, kakor tudi toplotne črpalke v vseh njenih izvedbah, barvah, materialih, kako bo kasneje izgledala skupaj z stavbo. Pri črpalkah takega tipa se včasih pojavi mnenje, da je to zelo glasna stvar, da so bile že včasih tudi vir medsosedskih sporov. Kako je pa pri tele? Toplotna črpalka je razvita z namenom, da je njena hrupnost minimalna. Njeno hrupnost primerjamo lahko s šelestenjem listja. Zadovoljni uporabniki nam včasih poročajo, da toplotne črpalke sploh ne slišijo in morajo prisloniti uho, da preverijo delovanje toplotne črpalke. Na začetku je z vama tukaj živel še sin, ne? Enega smo pustili v ta stari hiši, ta drugi je prišel z nami, ker je bil še samski. In smo rekli tako, prid z nami gor, mi bi radi videli, da do 30 leta se odseliš. In pol je tu kar pospešeno, prej se mu ni dost mudilo, ne? Pol je pa tu kar porihto in se zrihto. In so naredili novo hišo Po našem načrti. Prvo smo mi mislili, da imamo mi slab načrt, nema, pol, ko so mladi tu sprejeli, smo rekli, dobri smo. In celo oba sinova imata... Oba imata isti tloris. Majhne spremembe so, zato ker so pol arhitekta tega našega masirali, da naj bo vsaj nekaj drugače. Ureditev je pa drugačna noter, ne? Ampak dovolj redek pojav, ne? Otroci že iz principa želijo narediti drugače kot starši. Tako. Se nam zdi čudno, da sprejemate naš koncept, ker smo mislili, da boste vi kakšno boljšo idejo. In je rekel ta starejši sin, ne moramo priti do konca, jo ni boljše.